Ful lepo je biti danes tukaj z vami. Jaz drugače nema, to ste že slišali. Sam dve stvari v meni, da boste vedeli, koga poslušate. Jaz sem drugače končala pred kratkim medicinsko fakulteto, avgusta se zaposlim in sem v bistvu danes tukaj, da se malo pogovarjamo o moči uma, o pomembnosti tega, kaj mi lahko sami naredimo pri sebi in kako naše misli lahko vplivajo na naše počutje, pa dejansko na fizično telo. Se pravi, en disclaimer, nisem zdaj tukaj, da govorim, da so vse stvari mogoče, da se, ne vem, vse možno, da vem, da življenje je polno presenečenj, ki jih ne moramo kontrolirati, stvari, ki so pač težke, težko preboljive, ampak eno to znanje, da imamo moč, da v bistvu imamo moč reagirati na situacijo na drugačen način in se to tudi fizično lahko pozna v našem telesu in v našem počutju, je pa vedno pri nas en občutek opolnomočenja. In zato sem tukaj, da malo govorimo o tem danes. Tako da, kako bo danes gledali? Jaz sem tak malo geek, tako da sem pripravila fulani študij, ki si bomo skupaj malo pogledali. Vmes bomo delali kakšne malo vaje, glih tako za občutek. In to je to. Če ima kdo kakršnokoli vprašanje, me lahko kadarkoli prekinete, noben problem, lahko dvignete roko, lahko samo ustanete, karkoli, lahko na koncu in to je to. Ok, moč uma. Veliko slišimo te besede, a ne, marsikdo. Verjetno vsi že vemo, da je naš um močen, da zna stvari, da. Ampak mislim, da nikoli si ne vzamemo čas, da res globinsko razumemo, kaj je možen naš um in kako mogoče celo vpliva. Ker velikokrat si to razlagamo kot, ok, vse je v glavi, a ne, se pravi tudi, če mi nekaj razmišljamo, lahko se sam v glavi prepričamo, da je drugače, pa se imamo boljši. Ampak ni res. Te stvari se biokemično, se pravi molekularno, poznajo na celicah telesa. Ne samo, da se imamo mi dejansko boljši, ampak če gremo v laboratorij, če gremo na slikovno diagnostiko, to lahko pomerimo. In ena od najboljših stvari, ki to priča, kako dejansko to dobro deluje, je placebo. Placebo, ki je v bistvu ena intervencija, ki jo naredimo, ki ni farmakološka, se pravi ni zdravilo, ni nek poseg, nič ni, ampak je samo neka intervencija, ki lahko sproži eno sugestijo našim možganom, da pol začnejo spreminjati dejansko molekularne signale v telesu. Tako da, kaj je placebo? Kaj si vi predstavljate? A je to tako nekaj, kaj v glavi, a je to nekaj, kar v bistvu je treba te prevarati, pa da pol deluje? Pa na tak način, a ne? Tako, malo če ne veš, mogoče deluje, drugače pa ne deluje. Ok. Na tem področju me hočem par študij predstaviti, ki so res fascinantne. Tako da bom začela kar z eno, moja najljubših. Prvič, ko sem to prebrala v knjigi, sem dejansko mislila, da se je to nekdo zmislil, ker ne verjamem, da bi nekdo tako študijo dejansko šel delati, ker je že kar malo etično sporno, ampak je legit študija. Sem jo našla in nora je. V bistvu govori o pacientih, ki so imeli težave z artritisom kolena, se pravi, vnetje v koleno, obraba, to so hude bolečine, niso mogli več hoditi in so bili potem napoteni na operacijo. In tekom parih let, ko je ta doktor delal to raziskavo, to je bilo leta 2002 zaključeno, je on v bistvu 180 pacientom, ki jih je spremljal, naredil 3 različne vrste operacij. Dal jih je v 3 skupine in 3 različne vrste operacije dal. Oni so v to privolili, tako da so vedeli, kaj se dogaja, sam niso vedeli, kjera skupina so. Vsi 3 različne operacije. Eni so dobili dejansko lavažo, to je spiranje kolena, to je dokazano učinkovito. Drugi so dobili debridement, v bistvu ta debris so dali ven, ki praska, se pravi dejansko dokazano, to učinkovito. In tretji so imeli placebo operacijo. Prišla so tja, dal so jim zdravila, naredili so jim rez, naredili so von sobe, kirurške pravilen, potem so naredili šive. In človek je šel domov in je mislil, da ima operacijo. Ampak te tretji so bili placebo, oni niso imeli operacije. In potem so spremljali čez 1 in čez 2 leti, kako se dejansko to pozna na kolenih. In po 2 letih, ko so primerjali 3 skupine in so jim rekli, ok, dajte nam oceno bolečine od 1 do 100. Koliko mislite, da je bila razlika med placebo skupino in drugima 2 skupinama, ki dejansko dokazano pomagata? Ni je bilo. Številke so bile od 0 do 100 so bile 51, 53 pa 51 za 3 skupine. Lavaža je imela 53. Ampak ni je bilo. Samo zaradi tega, ker je človek mislil, da je šel na operacijo, je telo sprožil nekaj. A je to bilo zdaj
dejansko celjenje ali samo zaustavili bolečino, ampak ni je bilo. Človek je lahko živel bolj kvalitetno in imel veliko manj bolečine kot prej. Evo, to je tak en uvodek. Kako v bistvu, ja, naš zmore marsikaj, pa včasih mu niti ne pripišemo, da je kaj tazga zmožen. Mogoče za eno predstavo, a ne? Vsi vemo, kako je, ker nas je ful sram. Če zdaj zaprete oči na hitro, pa se spomnite enega groznega, sramotnega trenutka. A dobite cringe občutek, a? Tako hitro pride nazaj, a ne ostane s tabo. Ali pa če te je strah, poznaš ta občutek, ki te stisne noter. Ali pa ne vem, če vidimo nekoga, ki smo zaljubljeni. Takoj se pozna na telesu, vse se pozna na telesu, ker možgani aktivno sodelujejo. In pri teh čustvih mi vemo, da se pozna na telesu. Pri teh čustvih mi zelo hitro razumemo, ok, se pozna na telesu. Ampak enako je za vsa naša prepričanja, za vse naše misli, za vse besede, ki jih tudi izgovarjamo. In recimo, dajmo zdaj skupaj eno vajo narediti. Dajmo zapreti oči, pa si predstavljamo, da smo doma in vzamemo v kuhinji dilco za rezanje, pa eno še spredala in potem gremo do posode s sadjem, pa zbereš tam, najdeš jabolko, pa vidiš banano in pa zbereš limono. In pa neseš to limono nazaj, jo daš na dilco, prerežeš na pol in zdaj prijmeš to limono, daš jezik ven in si jo stisneš na jezik. A jo čutite? A so se nabrale sline? To je to, telo je pripravljeno in ta sugestija, to pričakovanje telesa dejansko dokazano začne delati razliko. Recimo, meni so ful fascinantne take študije, ogromne študije, ki dokazujejo, kako samo pričakovanje bolečine sproži bolečino samo. Kaj človek, recimo, ko so merili, prav to so z magnetno resonanco merili, ko je človek pričakoval, da bo bolečina popustila, ko so mu dali placebo tabletko proti bolečini, samo zaradi pričakovanja so se v bistvu nevroni, ki so glavni za zaznavanje bolečine, manj obarvali, se pravi, manj so bili aktivni. In ko je pričakoval, da bo več bolečine, so postali bolj aktivni, se pravi, ko ni dobil tablete. Mi z našim pričakovanjem dejansko vplivamo na to, kako bo nekaj delovalo. Se pravi, ne glede na to, kaj mi delamo, kaj dobimo, koliko je težko, imamo malo moči, imamo zdaj vso, imamo malo moči, kako se odzovemo, kaj pričakujemo, kaj sugestiramo telesu. Ok, kaj so glavne stvari, ki jih jaz ponovadi slišim pri placebo, da pač se mi zdi medicina včasih dela placebo krivico. Mi rečemo, to je sam placebo. Ker je malo nefer, ne? Placebo je ful močna stvar, ki dejansko ima fizične posledice. In velikrat si kdo misli, ok, placebo more vsebovati neko prevaro, neko laž, da deluje. Ampak mi smo dejansko naredili že ogromne študije, ki so dokazane, da tudi če ljudje ne vejo, tudi če ljudje vejo, da je to placebo, tudi če nekdo pove, imajo vse učinek. Kar je čisto noro. Recimo, pri bolnikih, ki so preživeli raka, to je bil 78 ljudi so imeli v naboru, ki so to preučevali, so v bistvu zbrali populacijo, ki ima težave z kronično utrujenostjo po raku, kar je kar pogosta stvar. In oni so dodali, glede na njihovo normalno terapijo, še eno placebo tabletko, sladkorno tabletko, ki ni imela nič noter, in so jim rekli, to je placebo tabletka. Tukaj je, da boste manj utrujeni, ampak je placebo tabletka. Imeli so dve skupini. Eno, ki je imala samo svoja normalna zdravila, eno pa, ki je imala placebo tabletko in normalna zdravila. In kaj je razlika? Po 21 dneh so te, ki so imeli placebo tabletko, čeprav so vedeli, da je placebo, poročali, da je 29% manj težav z utrujenostjo in 39% boljša kvaliteta življenja. In zanimivo je bilo, da ko so pol tisti drugi polovici, ki ni imala placebo, tudi dali placebo tabletko, so približno enake številke dobili. Tako da, če ti to dejansko poračunaš relativno vrednost, da dejansko poločiš črto pod vse to pomeni, da če jaz zberem enega človeka, random, in je ta človek v skupini, ki jemlje placebo tabletko, ima 70% več možnosti, da ga ne bo bolel. Pa je vedel, da ima placebo tabletko. Enako se je zgodilo pri pacientih z IBS, s tem irritative bowel syndrome, ki je v bistvu zelo taka tudi psihološka bolezen, moram reči, ampak oni tudi so vedeli, da imajo placebo tabletko, ko so jim dali, pa so vsem po 2 tednih, pa v enem mesecu, ko so preverjali, poročali občutno izboljšanje.
Tako da tudi naš tudi če ve, da nekaj je placebo, že sam ta sugestija, da mi skrbimo zase, da nekaj delamo, nekaj premakne v nas, nekaj maga. Ni zdaj spet poudarjam, pač nismo tukaj, da zdaj spremenjamo svet, ampak lahko pa naredimo male korake, ki se skupaj seštevajo. Zato. In tudi velikrat se mi zdi, da placebo dojemamo kot nekaj, kaj je samo v glavi. Smo si že pogledali prej, kako se je poznal na koleno, ampak vam hočem dati še par primerov, samo da res dobite občutek, da to ni samo v glavi, to je stvar, ki se res pozna. Ena ful fascinantna študija, ki se dela na Parkinsonovih bolnikih, ker pa v bistvu imajo težave s tem, da njihovi dopaminski nevroni, se pravi živčne celice v možganih, ne sproščajo več dopamina in se to potem pozna na tem, da se ne morejo gibati, da imajo tresavice, ne kontrolirajo gibov. Oni, ko so dobili placebo, ki nima dopamina, to se zdravi z dopaminom, pred kurzenjem dopamina, ampak oni, ko so dobili v bistvu placebo, sploh niso vedeli, da je placebo, in so merili aktivnost možganov na MR-ju, na magnetni resonanci, so lahko videli, da so začeli unik dopaminergični nevroni, ki so še živi, proizvajati več dopamina. Telo je samo zaradi tega, ker je pričakovalo, da bo več dopamina, naredilo več dopamina. Se pravi, spet, mi v bistvu smo zdravi, ampak nismo zdravi, ker je telo samo naredilo svojega. Tako da ja, takih študij je ful. Ene so malo bolj, kot sem rekla, malo bolj take, da se vprašaš o njihovem moralnem ozadju, da nekoga operirajo, pa ga ne operirajo, ampak so ljudje podpisali in fantastične rezultate imamo. In zaradi tega se mi zdaj tudi včasih malo težko s tem placebom študije delati, ker je lahko malo moralno sporno. Še posebej, ker pridemo na stran noceba, to ste tudi verjetno že slišali, to je pa negativni placebo. Jaz osebno sem najboljši primer za nocebo. Jaz sem študirala medicino, meni se je vsakič nekaj zgodilo, ker sem imela kakšen predmet. Recimo, ker sem imela kardiologijo, ko smo se učili o aritmijah, sem se sred noči zbudila z aritmijo. Sem šla zdravniku in sem imela aritmijo, sem šla k kardiologu in sem imela aritmijo in sem rekla, da je to zaradi stresa. In pa je bilo vse okej. Enako se mi je recimo zgodilo, ko smo na otorinolaringologiji se nekaj učili na grlu. Nekaj, kar noben ni mogel najti, kaj je, ampak sem imela ta grozen občutek, ker je pa odginil. Tako, ker malo preveč razmišljaš o tem, meni pa če študijske smeri to udarala, pa se ti pa kar začne poznati na telesu, pa sploh ne veš kako, pa tudi mine. Tako da, ja, nocebo je še težje preučevati, ker je malo sporno, da ti zdaj greš nekomu za nolaš delati težave, Imamo pa tudi študije z nocebom, kjer so ugotavljali, kako deluje, če anesteziolog govori s pacientom preden ga uspava pred operacijo. Na pozitiven način spodbuden reči, da bo vse šlo gladko, ali pa v drugo smer. To je sicer zelo stara študija, ker zdaj se ne sme več dati v drugo smer, da govoriš, to je pa zelo težko, da. No in je res, ja, si predstavljate. Nekaj najboljša, da ti to nekdo to govori. Dobro, da se to več ne dela. Imamo pa to študijo, smo ugotovili, da grejo pacienti iz bolnice ven po takih operacijah, tisti, ki so imeli seveda pozitivno spodbudo, do tako polovico časa, do polovico dni manj so tudi v bolnici bili in tudi manj tablet proti bolečinam so rabili. Tako da dejansko fizični učinki, čeprav je bil čisti psihičen pristop. Na koncu se to pozna na našem telesu. To je, kar hočem reči. Ok, če gremo še malo bolj na tak praktičen način, da bomo še malo kaj delali. Kaj je ena stvar, ki je ves čas govorimo, da ful vpliva na naše zdravje, pa je čist na nek način psihološka? Stres. Res je, skozi smo na tem stresu, A razumemo, kaj je stres? V bistvu je stres čist en fiziološki odziv, ki ga mi ne rabimo, fantastičen je. In na kratki rok dokazano zelo spodbuden, tudi pomaga nam delovati, aktivira dobre stvari, aktivira tudi, če ga imamo v majhnih dozah, imunski sistem, obnavljanje, vse po vrsti. Problem stresa pa je, ko postane kroničen, To je, ko ta naš kortizol postane povišen ves čas, ko potem tudi adrenalin se pridruži in ves čas postane povišen od to so dejansko problemi, ki se zgodijo. In to je pa tisto stanje, ko si ves čas aktiviran, ko se pozabiš ustaviti, pa umiriti, pa zadihati. Meni je pa danes tako lepo tle prijeti, ko je tako spokojno, prav centrirati takoj. In tako vidim narava. In ena študija, ki vam hočem povedati, je v bistvu metaanaliza, metaanaliza so najboljše študije, to so študije, ki so preverjali ful drugih študij narejenih, tako te so najbolj zanesljive. In ta je preverila skoraj 293 študij.
In kaj so ugotovili? Povezava med kroničnim stresom in imunskim sistemom, to so preučevali. Ugotovili so, da kronični stres drastično zmanjša količino celic naravnih ubijalk. To so celice, ki dejansko so del našega imunskega sistema in specifično skrbijo za rakave bolezni. Oni v bistvu uničujejo rakave celice. Mi imamo rakave celice vsak dan nove v telesu. Ocenjuje se, da imamo do 10.000 na dan novih. In imunski sistem jih več čas ubija in to je pač normalno. Ne? Evo, zdaj nam je nastala ena. Zdaj bo nastala ena, ampak imunski sistem jih to zdaj ubije, pa zdaj jih ubije, pa zdaj jih ubije. In to dela. In več kot imaš teh celic, mislim več, če jih je v uravnoteženem pravilnem številu, če so zdrave, ne, skrbijo tudi za druge stvari, ne samo za raka, tudi recimo za virusne okužbe in tako naprej, ampak rak se mi zdi najboljši tak primer, tudi najbolj povezan s tem. In ja, kronični stres je dokazano, se pravi, pri vseh teh 300 študijah, ki je to vključevalo skoraj 20.000 ljudi, dokazano znižalo količino in delovanje naravnih celic ubijalk. Kako se vi soočate s stresom, recimo? Oprosti, kako najprej veš, da si pod stresom? Nice. Pač, ko zdaj smo itak vsi pod stresom, ampak kako veš, da si ti že v kroničnem stresu? To je pa ful dobro vprašanje. A veš ono, ko se zvečer uležeš v poslu in ugotoviš, da je to prvi trenutek v dnevu, ki ga imaš zase in potem te še šibajo misli tako pol ure in ne moreš zaspati, ker tako ledeno v glavi, pa te skrbi, pa se nekaj dogaja in pa mogoče ti rata zaspati. To je ponovadi kar en dober signal, če se ti to pogosto dogaja. Če en dan, pač imaš hudega, če dvakrat na teden se ti to zgodi, ampak če pa to se dogaja vsak dan, pa v bistvu je treba že pogledati, a smo mi tako konstantno v neki, kaj zdaj v paniki v bistvu notranji, ne? Na ta način. Ali pa če se počutiš, da nimaš več kontrole na stvarmi, da ti vse uhaja, ker je toliko vsega in se preliva iz tebe, ker da si vse napolnil kalonc. To. A ste bili prej na prejšnji delavnici dihanja? Ja, to je ena fantastična stvar. Mislim, vsej veliko stvari pomaga za stres. Narava, ko smo že govorili o celicah ubijalkah, bom sam še to navezala, ker smo likle in sem hotel to povedati, ampak enkrat so naredili eno študijo, ko so dali ljudi za 2 dni kampirati v gozd in pa so merili imunski sistem, njegov odziv, se pravi, koliko je bilo katerih celic, in za 7 dni se je za 50% povečala količina naravnih celic ubijalk, ki smo jih prej omenjali. Samo tega, ker so bili v naravi, so se malo sprostili in to je to. Zelo pozitiven efekt, ne? Spanje dobro vpliva, gibanje dobro vpliva, ampak tudi dihalne vaje, ki ste jih prej delali. Zakaj so dihalne vaje toliko močne? Bom sam povedala malo dihalnih vaje, ker se mi zdi, da veliko slišimo, da so dihalne vaje ful dobra stvar, pa pol mogoče kdo si kdaj mislil, da je to malo tako mivljiv. Tako sem jaz dobila občutek že večkrat. Ampak dihanje je edin prostor v telesu, kjer se stikata živčevje, na kjer ga mi imamo vpliv, in živčevje, na kjer ga mi nimamo vpliva. Sprav, živčevje, na kjer ga mi imamo vpliv, je ta, s katerim se odločim jaz premakniti roko. Odločim se vdihati, odločim se gibati in tako naprej. Tisto, na kjer ga nimamo vpliva, je ki mi pomaga, da mi srce bije, ker jaz pač ne bijem, svoje srce samo se bije, ne moramo vplivati. Pa urejamo peristatiko in prebavo, pa vse notranje organe. No, in pri dihanju pomislite, ne? Tudi, ko vi pozabite dihati, dihate naprej. Dihanje se skozi dogaja. Tukaj je v bistvu dejansko edino stičišče, ker imamo oba živčna sistema in ti potem lahko preko tega živčnega sistema, ki dejansko ga kontroliraš, aktivnega dihanja, vplivaš na živčni sistem, na katerega ne moreš vplivati, ki potem sam deluje na vse druge organe. In ena od najbolj fantastičnih metod pri dihanju, zato da se v bistvu spraviš iz nekega stresnega odziva, iz neke panike, da aktiviraš tako rečeno parasimpatični živčni sistem, ki je tisti, ki te umirja, je, da naredimo daljšo fazo izdiha. Zato, ker vdih je povezan s simpatičnim živčnim sistemom, izdih pa s parasimpatičnim. In tako dihanje nas dejansko dokazano umirja. Vse dihanje je ful, kar nas umirja. Pač samo ena metoda. Ampak lahko, mogoče za trenutek zapremo oči, pa probamo vdihati in štejemo do 4. In potem izdihnemo in štejemo do 8 počasi. Pa še enkrat do 4 vdih.
Pa do 8 izdih. Ok, zdaj lahko pridete nazaj. To je čez dokazane, dihanje so dokazane metode, ki nas res dobro umirajo in zahtevajo zelo malo časovnega vložka. In lahko naredijo, lahko pošljajo signale telesu, ok, zdaj pa je treba se umiriti, nekaj drugega početi. Tako da ja, vse, kakor vidite, v katero smer gremo, vse, kar govorim, je to, da mehne stvari, mehne misli, ki jih imamo, besede, ki jih imamo, ideje, ki jih imamo, mehna dejanja, ki jih imamo tudi do sebe in drugih, dajo neko sugestijo telesu. V katero stran se bo usmeril. Če je težko, če ni težko, če nimamo kontrole, imamo kontrolo nad temi mehkimi usmeritvami, ki pa potem se lahko fizično poznajo v velikih spremembah, v velikem občutku boljšega počutja, dejanskih ogromnih korakih. Tukaj bom se zdaj navezala še na ta občutek identitete, ki ga mi nosimo s sabo. Ker identiteta je najmočnejši driver, ki nas pelje čez to, kako mi živimo življenje in kako se mi odzivamo na stvari. Se pravi, glede na to, kaj mi mislimo, da smo, kdo mi mislimo, da smo, podzavestno, noter vse, bomo imeli drugačne odgovore, drugačne obnašanje, drugačne ne vplive, ampak odzive. Drugačne odzive na stvari, ki se nam zgodijo. Jaz sem seveda iz medicinskih vod, pa bom pač to navezala na bolezen, na enem primeru zdajle, ampak navežemo lahko na karkoli. Na, ne vem, težek dan, propadel projekt, kreganje s partnerjem, ločitev, ne vem, avto je zlužil, me zalil, kaj šel mimo, karkoli. Ali pa na nekaj ful težkega, smrt, bolezen, karkoli tazga. Ampak, v bistvu, ko so preučevali ljudi, ki so dobili hude diagnoze, neko bolezen, je bil eden od ključnih dejavnikov to, kako so oni to psihično sprejeli. In tako je normalno, da greš najprej čez neke težke občutke in da si negativen in da je vse sesuto, ker pač to je del procesa, nekaj. Pač vedno je tako. In to ni za zanemarjati in to ni za ignorirati in potlačevati in tako naprej. Ampak od tega naprej so pa gledali, s čim se človek poistoveti. A se poistoveti s to boleznijo? A se poistoveti še z drugimi stvarmi? Reče, ok, jaz imam to bolezen, ampak hkrati sem pa še mama, pa imam to službo, ki jo obožujem, pa rada grem v naravo, pa to in na več stvari, ki jo v življenju definira. In to je bil en od glavnih napovedi, kako se bo bolezen išla, ne glede na resnost bolezni, ki pač je bila prisotna. Se pravi, ko so to gledali, tudi če pa je bolezen super resna, še vedno je bil ta tist, ki je zelo veliko doprinašal. Se nočem pač nekih lažnih obljub delati, pa govoriti, da se da pozdraviti, pa tako naprej, vse jaz umem, ampak da se pa ful narediti dokazano, mislim, da se tako podpreti zdravljenje, smer zdravljenje, v bistvu se da izhod spremeniti s tem, dokazano se ga da. A ne, tudi če človek pričakuje, da bo zdravilo delovalo, ko gre v njega, to je ta sugestija, kaj daješ možganom, ker smo si že pogledali prej na primerih, ne? Že ta sugestija je tista, ki bo potem pomagala zdravilu, da dejansko prime. Jaz sem spoznala enega gospoda, ki se je zdravil za pljučnim rakom. Težko ozdravljiv rak, res. In on je v bistvu imel kar slabo napoved, je preživel, se čisto zdravil. In pa mi je razlagal, kako vsakič, ki je bil na kemoterapiji, ko so kapljale tiste kapljice, si je on predstavljal, vsaka molekula, ki gre v mene, ubije vse rakave celice. In res mi je to s takim žarom razlagal, da si videl, da on to deeply verjel, pač. On se je postavil v to. In je rekel, mene je to rešil. In dejansko verjamem, da ga je to rešil. Tako, ta sugestija je naredila veliko. Tudi če si mogoče včasih mislimo, da je kar nekaj. Eno študijo, še vržem. Ok, pa naprej. Ok, ker recimo, ne, tole študija, ki je bila narejena na bolnikih z angino pectoris, to je bolezen, ko ima človek težave z zamašitvijo srčnih žil. Se pravi, ni še infarkt, ni toliko slabo, da bi se dejansko zamašile, ampak so že toliko obložene za aterosklerozo, da v bistvu prihajamo tja. In v normalnem stanju tak človek lahko še deluje, če pa pač pride do nekega, ne vem, napora, štengice, hoja, pa kar naenkrat huda bolečina v prsnem košu, ni več dovolj krvi do srca in ne more več.
In ko so takim bolnikom, ta študija je bila narejena na ful število ljudi, tako, Jurija plus, ko so takim bolnikom dali placebo tabletke, oni niso vedeli, da so placebo, seveda, v tem primeru, no, so lahko 29 sekund povprečno dlje časa hodili, preden je prišlo do bolečine, po tekoči stezi, tisti, fitness stezi merljivi. In poročajo so, da so porabili manj nitroglicerina, ki pa je dejansko zdravilo za to. To je zdravilo, ki si ga opihaš noter takrat, ko v usta, takrat, ko čutiš, da je problem, se pravi, ne jemeš ga redno, ampak ob problematiki, ker pomaga sprostiti in odpreti žile. No in oni so poročali, da so ga manj rabili uporabljati. Zaradi placebo tabletke. Spet. Telo je samo poskrbelo, da je srce lahko imelo več krvi. Več ni pozdravilo, ampak je totalno izboljšalo situacijo. Moč uma, moč sugestije. Moč tega, kar smo se prej pogovarjali, da če ti pričakuješ bolečino, v telo sprošča lahko holecistokinin, ki pač ojača občutek bolečine. Če ti pričakuješ, da ne bo bolečine, bo ojačalo endorfine, bo sprostilo endorfine, ki zmanjšajo občutek bolečine. Dejansko, karkoli mi pričakujemo, karkoli si dajemo, s čemerkoli se tudi identificiramo na neki ravni, se to dejansko potem pozna praktično. Na tvojem telesu, na reakcijah, ni laž, ni v glavi, ni izmišljeno. Je pa res, da smo mi pač navajeni živeti na nek določen način. Tako da, evo, zdaj bom pa spustila ta mikrofon, ampak vam najprej pokažem, kaj narediti. Ne, ok, gledajte me, kaj delam. Naredili bomo eno samo tako čist hitro foro, vajo, kjer boste dali roke naprej, jih prekrižali in se prijeli. Ok, in zdaj probajte narediti isto, čist isto, samo da ta spoden palc zamenjate, da bo to drug spoden. Se pravi, res bo tako, zdaj pa naj gre tako. Koliko je čuden? Ful, a? Nikoli v lifeu nismo tega naredili tako, lahko spustite. To je čist čuden, ker pač nismo navajeni, a ne? Isto je z našimi mislimi. Mi smo navajeni nekaj misliti, mi skozi mislimo isto. Mi imamo nevronske povezave, ki vedno sprožijo drugo. Če jaz pomislim na to, bom imela asociacijo, ki je taka, mi bo aktiviral, ne vemo, občutek sreče, občutek jeze, občutek česarkoli. Ampak to so natrenirane poti, to niso poti, ki smo se prirodile in pač take imamo. To so natrenirane poti, tako kot smo pač navajeni vedno postaviti roke tako. Tako kot smo se naučili, da je desna roka naša primarna, ker pač je, imeli smo afiniteto, ampak zdaj res obvladamo z desno, levo pa nismo uporabljali in pač smo čisto nesposobni, če se moramo z levo zobe umeti, recimo. In dajte se zdaj mogoče takole v pare, bomo samo še nadgradili to zanimivo vajco. Samo pogledajte najprej, kaj delamo. V bistvu boste naredili čist isto, prekrižali boste roke, čisto navadno, ne rabite na čuden način, in pol jih boste povlekli vse. In kaj bo zdaj? Una oseba, ki ima daljše lase, bo to prva naredila. Ja? In ta druga oseba bo pokazala, ne se dotaknila, se, ampak samo pokazala na en prst, recimo takole. In pol moš dvigati ta prst, da ti ga jaz pokažem. In sprobajte to en na drugmu, v eno smer, ajde, najprej una oseba z daljšimi lasmi, lahko te prišel recimo. Sarabla, sem Ista je načela. Ajde, imam to. Ok, pa še druga oseba. Čakaj. Bravo! Noro. Zdaj, ja. Sem bila pa že hitrejša. Tako zmaga. Zato, ker sem tisto roko tam. Ajde, imam to. Ja, fura čuden. Zato, ker nismo navajeni. Spet, to je kot... Kule rada, dvigati pravi prst. Sem zelo počas. Ja, zelo To bo resno. treba razmisliti, ja. To je isto z našimi mislimi, točno to se dogaja. To, če hočeš novo misel, če hočeš drugačen odziv, če hočeš dobro sugestijo telesu včasih, moraš zelo počas in zelo zavestno to zbrati. Ker nam ni naravno, a ne? Naravno nam je, da pač ne znamo dvigati tega prsta, ker se nismo to učili. Kako se nismo učili imeti drugačnih misli, ampak da pa se, tako kot se da dvigati ta prst, a ne? Samo, to si ful dobro rekla, to je,
včasih pač traja, da premisliš, da se odločiš in zahteva neko določeno energijo. Tako da ja, naslednjič, ki imate kakšne težke misli, strahove, grde misli, ali pa se samo hočete malo igrati, se spomnite na to vajo, spomnite se, koliko je čuden delati s temi prsti. Jaz sem to že 100-krat naredila in če meni pokažeš prst, pa sežem, da takoj dvignem tega, me boste mogli pol sprobati, zdaj ne moram tle, ampak se pač naučiš, postane ti lahko, tako se je stalo in tudi misli postanejo lahke, če jih treniraš in daješ energijo in čas v to. In pa dejansko dajo sugestijo telesu, ok, deli stvari na drugačen način, deli stvari, da me ne bo bolelo, da mi pa lažje, da me bo boljš, da telo samo proizvaja stvari, ki jih rabim. In dokazano sem počas premikal v to smer. Ok. Hojla! Kulsko. Zdaj bomo pa počas šli proti koncu, malo bomo še spregovorili o identiteti, ki sem jo prej odprla. Ker je identiteta nek najmočnejši driver, ki ga mi imamo. Ker imamo, kako se mi odzivamo, je tudi ful važno, kaj dejansko je tvoja identiteta, kako se ti opišeš. Zakaj te govorim? Jaz osebno sem prepričana, da imam ful sreče v življenju. Jaz res tako. Jaz sem skozi srečo, kaj se meni zgodi, vsak teden, če pogledam, lahko se usedem in rečem, ok, 10krat sem imela tako res izjemno srečo. In pa sem si enkrat rekla za foro, daj da pogledam v drugo smer, ker sem navajena, da imam srečo. A probam najdeti 10 trenutkov, ki sem imela pa res nesrečo ta teden. In pa jih nisem našla najprej in pa sem se trudila in pa na koncu sem dejansko uspela najti stvari, ki bi jih lahko opisala kot ta teden sem imela pa nesrečo 10krat. Ampak sem navajena gledati na to, da imam srečo. In zdaj pa ta vaja je taka, da lahko v bistvu prepišeš na vse. Če si ti navajen, da imaš skozi težave, iščeš težave, tako kot sem jaz pač iščem srečo, ker sem navajena, da jo imam. Če si navajen, da ne vem, se skregaš partnerjem, ker priješ domov, ful hitro vsi od nas reagiramo tako, pač vse tudi jaz. Odnosi so ful težki. Vzorci so pač to, kar vsi vlečemo s sabo, ampak ne samo odnosi, tudi v svoji glavi vlečemo te vzorce za odziv na marsikaj. In zato je ta identiteta pomembna, ker to, s čemer se ti identificiraš, bo vplivalo na to, kaj iščeš okoli, kakšen bo tvoj odnos do vsega ostalega. Se pravi, eno tako miselno vprašanje za vsega posameznika, ne rabite se pogovarjati med sabo, je, kaj so ene stvari, ki vas opisujejo, ki bi rekla, da vas definirajo. Takole, 20 sekund. Kdo vi ste dejansko? Če bi mogli se meni opisati. Pa ne samo ono, jaz sem Ema, stara sem 28 let, prihajam iz Ljubljane. To je dost. Ponovadi se ljudje ustavajo po parih stvarih, ampak pol le, kar razmišljaš, več stvari najdeš, kaj si. In tudi mogoče, kaj hočeš biti. In eno študijo so delali, kjer so vzeli, imam plonk listek. Drugače sem kar dobra številka, ampak ne sem vedela, kako me boste živčno naredili. Samo da pogledam, da vam ne rečem narobe številko. Ok. To je bila študija, ki je bila narejena na več kot 1000 ljudeh. In so gledali, kakšen imajo odziv na izpostavitev virusu prehlada. Zaprli so ljudi v karanteno in so jim nakapljali dobesedno rinovirus. Rinovirus je virus prehlada v nos. In potem so gledali, a zbolijo ali ne. Upoštevali so marsikaj, upoštevali so tudi, koliko so spali, upoštevali so socioekonomski status, upoštevali so, a je vitamin C, kako se prihranjajo, vse so upoštevali, možno. Ampak glavna stvar, ki so jo pa gledali, je pa to, s kolikimi stvarmi se človek identificira. Se pravi, tukaj je pa poudarek na socialnem življenju, se pravi, s kolikimi besedami bi se ti opisala. Si mama, sestra, prijateljica, del skupnosti, Se pravi, samo socialni vidik smo gledali nič drugega. In so pa primerjali tiste, ki so imeli 1 do 3 take vloge, pa tiste, ki so imeli 6+. In te, ki so imeli 6+, so imeli 4krat, brez heca, 4krat manjša verjetnost, da so zboleli potem, ko so jim dejansko virus v nos naspricali. 4krat. Tukaj tudi govori v prid odnosov, ampak tudi govori v prid tega, koliko je pomembno, da poznamo sebe v večjih aspektih, da se identificiramo z vsem, kar smo, kot ljudje, ker ne vem, da sem samo ena stvar, ampak da najdeš res stvari, ki so te pomembne, da si vzameš čas za njih in uživaš v njih.
Tako da, 4-krat več, ni tako 30% ali pa kaj. To je tako 400%. To je res veliko. Noro. Ok, mislim, da se mi časovno približno na koncu. Tako da, za konec, razmišljam, kjer bomo naredili. Sem imela en ful dober preblisk. Za konec se bomo malo smejali. To je tudi ena ful dobra fora, ker pač spet možgani reagirajo na sugestijo in pol telo reagira na to. In mi lahko sfejkamo smeh, sproščajo se pa enaki hormoni in enako se sproščamo v bistvu v telesu, kot če bi bil smeh čist pristen. Jaz imam pač nesrečo, meni je ful žal, mislim, imate tudi nesrečo, ker morate mene poslušati, jaz ful nisem zabavna, tako. Jaz sem hodila na javno nastopanje nekaj časa in sem bila enkrat na tekmovanju in sem rekla, danes bom si pa pripravila zabaven govor za tekmovanje. In sem ful se potrudila, da res ful zabavno. In pa je šel en tip pred mano gor in so se vsi smejali, jaz tudi, ker je bil res svetovo. In pa je šel drug tip pred mano gor in isto, kaj on kaj rekel, so se vsi smejali. In pa sem jaz šla gor in sem mislila, da sem ful dobro pripravila svoje zabavne hece in se noben ni smejal. Grozno je bilo. Tako da sem se naučila, da nisem preveč smešna. Tako da se boste mogli na silo smejati. Ja. Na žalost. Ne, to so res delavnice. Jaz sem tudi že bila na delavnicah joge smeha, kjer se na silo smejiš, dokler se začneš naravno smejati in na koncu se počutiš res tako. Res setiran. Tako da, gremo vsi vstati. In bomo začeli z našo vajo smeha. Najprej si bomo vzeli en tak mali škripec v roko in potem, ko bomo dali tlele k trebuhu in ga vrteli. In vsakeč ga vrtečemo ha, 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 ha. Gremo na srce in se malo dvigne. He, 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 he. Na grlo. Hi, 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 hi. Ok. Zdaj pa vsak sam menja. Pa hitro. Ne še. Še. Vidiš, v enem trenutku se začneš iz srca smejati, čeprav sploh ne pričakuješ. Še posebej, če veš, koga okolko se smeji, koliko je neumno to. Ok, ne sem vse nekaj. Hvala. Ampak to je spet, ne? Telesno smo nekaj naredili, pozna se pa na celem počutju. Ampak je čisto taka kratka in izi stvari, ki lahko težko lahko sam zbrati mož. Koliko je dihanje, koliko je sprehod, koliko je dobra misel. Koliko je v bistvu namerne navade, da si pomagamo. Tudi če si dejansko ne. Koliko so one placebo tabletke nas naučile, da tudi če ti veš, da je placebo tabletka, tudi če nič ne naredi, sam s tem, da veš, da jo vzameš, si že pokazal nek interes, da v bistvu zdraviš sebe in zaradi tega pomaga. In preden čisto zaključimo, vam bom reči čisto zadnjo kikmovsko študijo. Tukaj so pa 1178 udeležencev s srčnim popuščanjem gledali. Ta je res fascinantna, se sem vse rečem, ta je res dobra, ker so v bistvu od teh 1178 razdelili ljudi na 3 skupine. Eno, ki je imela samo tablete za srčno popuščanje, drugi dve sta obe imeli placebo in tablete skupaj. Ampak te, ki so imeli placebo, so enim rekli, da morajo imeti zelo dobro adherenco, se pravi, da morajo redno jemati. In so imeli več kot 75% časa redno. Uneta druga skupina za placebom pa ni imela redno, se pravi, so imeli pa 50% kaj tasga, ne? Pa manj, 50 pa manj. In kaj mislite, da se je zgodilo? Ista placebo tabletka. Ne v prvem primeru ne deluje, ne v drugem primeru ne deluje. Ampak, to je bila ful daljša študija, dlje so jo preučevali. In te, ki so imeli redno adherenco, se pravi 75% jemanja placebo tabletke, zraven svojega osnovnega zdravila, so imeli 40% manjšo smrtnost. Smrtnost, ne tako psihične težave, ampak smrtnost. In to, kar je nor rezultat študije, če pomisliš, nor. Ker oboje so jemali placebo, samo eni so malo bolj redno jemali, ne, so bili bolj pridni.
In dejansko je eno od zaključkov te študije, in tudi marsikatere druge, da že to, ta namerno dejanje, da si pomagaš, že pomaga. Že vpliva, že ima pozitiven vpliv. Merljiv pozitiven vpliv. Tako da to je to. Z moje strani. Mislim, da smo že samo že, ne? Ja, to je to z moje strani. Hvala, da ste si vzeli čas. In jaz bi vas pustila za eno mislijo rada, in to je, da imate veliko več moči, kot si mislite. Mislim, vsi jo imamo. Res jo imamo. Marsikdaj se počutimo, da nimamo vpliva na okolico, ker je nimamo. Nimamo vpliva tudi na kakšne stvari, ki se nam zgodijo. Genetiko imamo, težke stvari se zgodijo, nesreče se zgodijo in na to res nimamo vpliva. Imamo pa vpliv na to, kako se mi odzovemo na to. Imamo pa moč delati majhne korake, majhne spremembe, majhen užitek, tako momenti, ki dejansko vidno spremenijo življenje na dolgi rok potem. In tudi samo srečo v naši glavi. Tako da, hvala, da ste prišli in vso srečo vam želim.